Cin, 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 sončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimo nas. Hej, ali v vas? Who cares? Dobro jutro. Videla sem še pri starših. Teda mislim prečasno govoriti, oziroma nočem. Zdaj uploadam video drugič, ker je spet imel kar neke težave. Ampak tokrat ga še nisem uploadala, tako da sem popravila napako preden sem uploadala. Zdravo! Torej, zdaj sem prišla nazaj iz stanovanja, da začnem lahko spet normalno vlogati, oziroma govoriti na glas, ki mi ni bad. Da vam bom zdaj pokazala, kaj smo včeraj kupili v Lidlu, kar ste videli. Pa dobila sem paket, ja, v nedeljo, pa še to vam moram eno zgodbo povedati o tem, ker je zanimiva. Epidemic mi je poslal od L'Occitana en paket, teda ga sem odprla, ampak full cute dejansko, da so pač preko naredili tudi pač L'Occitan prav napis. Tako da ja, L'Occitan. Imam pa tudi v bistvu potem kodo XMES15 za 15% popusta v fizičnih trgovinah in pa prav tako na spletu. Pa poglejmo, kaj sem dobila. Oziroma se jaz približno vem. Od L'Occitana en paketek. Wow, ful lepa je škatla. Zbrala sem si to že zaradi tega, ker pač realno lahko daš potem kakšne kekse noter in je pač full cute. Ja, noter v tem paketku pa je torej za umivat, losjon, za roke, krema in pa takšen mali parfumček. Very cute. Se mi zdi, da so take stvari vedno ful luškana darila, če recimo pač ne veš točno, kaj bi kupila, enostavno sam vzameš te darilne sete, imaš tam noter ogromno stvari, pa ponovadi so res full cute. Teda še enkrat XMES15, napišem tukaj koda, ki velja do 12.12. Zdaj pa vam še pokažem, kaj smo v trgovini kupila oziroma dobila. Prvo, kar smo, v bistvu tega nismo kupili, no, to nam je za njegova ta dolga domov pripeljal. Pingo sokece male, very cute. Mleko brez laktoze. Aha, to sem tudi dobila vprašanje glede brez laktoze. Jaz imam intoleranco na laktozo, ampak načeloma predvsem na tešče, pa navadno mleko. Recimo, če jem sirop, ga sploh ni bad. Razen mogoče na tešče, tako da pač jaz se izogibam res samo mleku, drugo pa jem normalno z laktozo. Dobila sva za Miklavža te božičke. Vzela sva suho sadje, jabolčne krhlje. Imava tukaj te peanuts roasted, te ko pač sam odpreš. Potem imava spet te rižove, mlečne riže za čokolado, pudinge in potem imava dimljene poranje prsa za tople sendviče predvsem. Ata nama je tudi dal neko oranžno vanilja Coca-Colo, katero jaz načeloma ne glih pijem, teda po mojem bolj Luka pil. Vzela sva toste, to so ti ta veliki, ti kao ameriški tosti. Še en toast, sušene marelice, to jaz ne jem načeloma. Vzela sva kokice te z maslom. Vzela sva indijske oreščke. Pa še enkrat indijske oreščke. Dobila sva take dve posodice za shranjevanje. Nama je dala mama. Potem pa imamo še pašteto. Tako da ja, to je v bistvu to, kaj sva tako kupila.
moram iti narediti naloge, ker jih potem nisem naredila. Da moram iti delati za analizo mrežji nalogo in pa potem za storitveni marketing. Pa pripraviti si moram zapiske, ker imam v sredo en kolokvij. To pa je tudi to. Pa na sprehod greva definitivno, po mojem, kar prvo stvar, kaj greva. In danes spet odpiram adventni kalendar. Sem dobila vprašanje, skot je. Ta je bil kupljen v Šparu, pač navadnem, kar pomeni, da ga imajo verjetno pač povsod. Mislim, v Šparih. Tako da ja. Alo, jaz sem ful slaba v tem. Tako da ja, danes je božiček, ki mi drži. Naj bom tiho? Ja, mogoče res bi mogla biti. Very cute. Pač ne vidim razloga, zakaj ga ne bi imeli drugi Špari tudi. Ampak je bil tak 7 ali 8 evrov. Aha, pa preveriti, če moram, ker ste mi pisali, da da imajo lekarne, da imajo Vichy pa Avene firmo znižano, teda bom preverila točno, kjer pa bom spodaj linkala, če bi to slučajno kaj kupil, ker jaz bom mogoče, če dansko več imajo, ker se ful splača. Do konca decembra naj bi imeli, tako da bomo videli, kako bo s tem. Bom pa vam spodaj linkala, ko najdem in če najdem. Ok, da vam sam razložim, kaj bo tisto, ko sem rekla, da bo nekaj smešnega, ne, nek dogodek. V glavnem, jaz sem ob 11 pa 9 minut dobila sporočilo od GLS-a na mail, pač kao da prije paket med 11:30 in 14:30 danes. In pač meni so oni prejšnji teden že poslali, da imamo moj paket, ampak pač pol nič ni bilo z tega in sem pač bila tako ok, ker ponavadi en dan prej javijo, pa pol še isti dan, ali neka taka fora. In mi je bilo ful čudno, ker je bila nedelja in še nikoli nisem dobila v nedeljo dobenega paketa, sploh pa ne od GLS-a in nisem bila na lokaciji, of course. In potem je bila tam podana telefonska kurira in pa njihovega tistega klicnega centra, ki itak ni delal, ker ne delajo, ker delajo samo med ponedeljkom in petkom, kar je full weird, ker če dostavljajo med vikendi, zakaj bolj na klicni centri delujejo, ampak ok. In jaz pač temu kuriru pisala, da mene ni tam, če bi lahko mogoče pač dostavila na drugo lokacijo, ker sem bila še vedno v Ljubljani, full blizu, ampak pač ok. Če ne, pa pač lahko prosim, da v neki center tam, ko se pač pobira, torej OMV, Petrol ali kaj tajega. In mine še 10 minut, torej dejansko pol 12 je bila ura, 11:30, oziroma 11:36, in on meni kliče in pač, da je kao, da bo čez minuto pri meni. In sem jaz pač rekla, da se opravičujem, meni ni na lokaciji, da smo nisem vedela, da oni dostavljajo v nedeljah in pač da me ni, in da smo tudi SMS poslala in je rekel, če mi lahko da moji sosedi, pa sem pač rekla, da se ne poznamo, ker ne živim tu tako dolgo in nobenega ne poznam. Pa je rekel, če mi lahko pred vrati stanovanja pusti. In sem pa pač tak, da se dvomi, da bi kdo vzel, sam pač nikoli ne veš, poje tega je ful čudno, če meni podjetje pošle paket, pa jaz rečem, ja, ok, dajte ga pred vrati pustiti in pol zgine, pač. In ker ne, GLS bi mojem označil, kot da ga je vročil, ne vem, kako bi to delovalo. In sem bila tak pač raje ne, če mi lahko pusti kje in je bil tak ne, pa bomo pa nazaj poslali kao pošiljatelju, torej epidemiku. In je bilo ful bad, zaradi tega, ker so oni meni poslali paket. In sem jaz pač takoj hotela epidemik pač obvestiti. Se pravi, no, še predtem sem dansko klicala v ta kontaktni center in se niso javili. In potem sem pač epidemiku sporočila in sem videla, so videli sporočilo in mine, ne vem, 5 minut in me ta kurir še enkrat kliče. Ja, dober dan, verjetno bom šel tam mimo, pač, kjer sem bila. In vam lahko dostavim paket čez kako uro pa pol. In smo tako, ja, ok, hvala, dio. In po telefonu je bil ful prijazen pa to. In pač pa me spet kliče, grem dol in jaz imam občutek, ko sem jaz pač pisala, da nisem bil paketa, da so ga klicali in ga nekdo obvestil, pač da ne more kar nazaj poslati ali kakorkoli, pojma nimam. Zaradi tega, ker ko sem jaz šla paket prevzeti, je zgledal ful annoyed. Ampak mi je bilo ful bad zaradi tega, ker jaz sicer imam ful dobre izkušnje z GLS-om in vsem tem. Ponavadi še enkrat, ko sem rekla, pa če mi pustijo, ne vem, na Petrola, bi pač ne už 1 evro plačevati in jaz v službo pripeljal in mi je pripeljal v BTC. Tako da ja, ponavadi so ful prijazni, pač mi je bilo tako zanimiva zgodba. Jaz pa ful, meni bo vse eno, pač jaz pa tako, lahko mi pustiš kjerkoli v Ljubljani, bom šla tja, makar peš, ker ja, nisem jaz doma, moja krivda ali kakorkoli, kljub temu, da nikjer ni bilo rečeno, da prije to v nedeljo. Ampak pač, ne pa da nazaj pošle, ker če on nazaj pošle, je bolj tak, pač ja, tako da, to sem
To mi je bila tista zanimiva zgodba. Torej, zdaj kar pičiva na sprehod in pogrem pa res delati za faks. Sva iz prehoda in zdaj bom šla res dejansko delati, pol pa morala se spomniti, kaj bova za večerjo. Ja. Torej gledala Designated Survivor in Pancakes. Se ne vem, koliko časa je minilo, me že ta glava boli. To analizo mreži se mi zdi, ko delam že 10 ur, pa pač vem, da moče delam kako uro 2. In fora je, ker najboljše razumem teh matrik in pač nisem bolj več fiks, imam prav ali nijem, je že glava že problem. Ok, jaz sem zdaj nalogo dala, ura je 19 do 11 in moram zdaj prav začunati, koliko ur sem to delala, ker me res zanima. Izrisala bom pač čim prej probala stati, da bom naredila individualno nalogo za storitveni marketing, pa da lahko pol se začnem učiti osnove vizualnih komunikacij. Sem preverila, koliko časa sem delala, okoli 4 ure. Tako da ja, fuck. Ampak je pač res, da mogoče, če bi že na predavanjih delala s profesorom, pa ko ga pač poslušala, ko on razlaga pa dela, bi po mojem bila dosti hitreje konec, ker mi je bilo vse dosti bolj logično, ko pa pol, ko moraš po skoraj enem tednu spet delati nalogo, pa pač nimaš dobene razlage, oziroma imaš razlago, če jo zapišeš in posnameš itak. Ampak ni isto, ko pa če je profesor tam, pa ga recimo vprašaš. Vedno, ko pa imaš predavanje, pa itak pač profesora poslušaš, pa ne delam naloge zaradi tega, ker pač ne da se mi, ker imam v sredo itak cel dan skor faks. Tako da ja, naslednjič bom si probala še več zapisati, pa probati narediti, ker mislim, je pa tudi res, da so zdaj naloge vedno težje. Prej so bile pač tako vse maj lahke, zdaj pa je kar nekaj stvari narediti, pa ful težja interpretacija, kot pa je bila pri recimo onih prvih, ko si sam narisal neko splošno stvar. Včeraj, kdaj sem vam rekla za lasišče, kakorkoli. Jaz takoj, ko si začne potem z Head and Shouldersom umivati glavo, je spet kar naenkrat vse boljše. Zdaj nisem tega še upravila, ampak onega drugega, ko sem vam včeraj kazala. Drugač pa zdaj vmes sem jaz uporabljala ene šampone prav z lekarne, ker imam jaz pač ful težave z lasiščem in me ful srbi, rane dobim, še tudi kak prehlaj. Pa ko sem vam mlajša, sem imela prav tako ogromne lišaje in sem mogla prav v lekarne hoditi, pa zdravniku za vse to. Sploh ne vem točno, kaj je bilo fora, ampak pol vmes je bilo vse ok. Zdaj pa sem, ne vem, zadnjih 6-7 let po mojem, skozi kupovala nove šampone, ampak vsakeč, ko sem dobila znova neke težave, sem šla nazaj na Head and Shoulders. Torej, mi je minilo 3 mesece, sem spet dobila moče prehlaj, ali pa me začela glava srbeti, pa rane sem dobila in sem šla nazaj na Head and Shoulders in je bilo boljše. Sicer včasih, ko sem šla nazaj, me je prvo malo peklo, ker pač je bil ful močen šampon Head and Shoulders. Medtem ko zdaj, ne vem kaj je fora, ampak kljub temu, da sem imela rane, me pač ni načeloma nič kaj peklo in takoj po prvem pranju, torej ko sem si glavo posušila, se mi je zdelo, kot da je boljše in kljub temu, koliko folk, ali pa koliko, mislim, nisem nekaj brala, noben mi ni rekel, ampak se zdaj, ko sem bila mala, da je bil vedno Head and Shoulders tak neki ne šampon, taki buhu, kot da ti bo ne vem kaj se naredil, ampak pač iz mojih izkušenj vse, kar je bilo vedno vrejo. Ja, pač res, da jaz fura, da eksperimentiram šamponi, fura, da kupujem nove z neki onim oljem, tistim za dolge lase, kravžaste, kakorkoli, kaj? Aha, ja, zdaj sem od doma pri fantu odnesla malo olivnega olja, ker se znam to na lase, ampak to nič kaj tega ni. Olivno olje ogromno ljudi upravlja. Tako da, to nič kaj tega ni, pač šamponi so malo večji problem. Tako da, ja. In zdaj sem na Head and Shouldersu in mi je trenutno ful vreja. In ko bom kupila kajega novega, vam definitivno pokazala in povedala, ampak sem to sem odla reči, da dansko, takoj grem nazaj na Head and Shoulders po prvem pranju, je ful boljši rezultat. Poleg tega, pri enih šamponih, ki jih uporabljam, ko nima veze, koliko stanejo, od katerega brenda so kakorkoli, se mi zdi, da časti, ko si glavo perem, kot da bi mi glava malo smrdet hotla. Poleg tistega, da itek pač diši, se mi zdi, da mi prej, ne vem, kot da malo nek drugačen vonj, me pač moti, kot da bi navohala. Medtem ko pač z Head and Shouldersom se mi to nikoli ne zgodi. Ampak definitivno
Tudi če zdaj rečem, da ne bom menjala, vsi vemo, da ne bomo ostali na Head & Shouldersu dolgo, ampak je to samo ni vmesna faza, jaz temu rečem. Ja. Ker se tudi na Instagramu se me vprašali, če vam lahko malo povem glede težav in se pravim, nažalost še sama ne vem točno, kakva je težava, bi mogla biti prav nekemu zdravniku oziroma dermatologu, ampak do takrat vam lahko povem, kaj jaz delam. Nisem zdravnik, zato če kdorkoli to prava, pa vam ni okej, ne vztrajati pri stvareh, če te nekaj boli, peče, ne riniti v trdo, smo se naučili, jaz sem se že prevečkrat. Tudi če ti je ena stvar ful cool, en izdelek, en brand, pa če ti pač ne paše, je žal treba iti na drugega. Jaz sem s temi iz lekarne, ker poznam ljudi, da imam ful dobre izkušnje z njimi, jaz pač nisem imela. Meni ni pomagalo, če že se mi zdi, pač na začetku se mi zdi, kot da mi je in kot da sem hotela tudi, da mi, ampak hkrati nič ni izboljšala, če ne celo slabšala. Jaz sem tudi tukaj, recimo tu pri ušesu, tukaj so mi delali tako ful me servijalo, tako prav ranice. Ok, se še sam poslovim, danes bom vlog kar tukaj končala, mogoče je malo krajši, ampak danes bi obupen dan, se mislim, da je jasno po mojem izgledu. Teda ja, hvala, ste gledali ta vlogmas. Danes je torej 6. bil, 6. dan. Kje je še preostanek decembra? Če ste z mano in gledate, hvala. Spodaj mi lahko napišete, če imate kakšne ideje, o čem naj govorim, kaj bi radi videli. Se probam vključevati čim več. Tako da ja. Dio.